naše testo malo počilo. Je bilo 1,5 ure v hladilniku. Malo si pomokamo površino, da se nam ne sprime. Najprej ga bomo dali en delček, potem pa naprej. Razvaljati ga moramo zelo na tanko, približno 2 mm. Vedno malo mokamo, da se nam tudi ne prime na valjar. Še zmeraj je precej mokro, ampak kar naj bo. Ne bomo dodajali preveč moke, zato da se nam ne bo preveč zgostilo in potem ne bo več krhko. Valjamo vedno od sredine navzgor. In kar mokamo, ker se kar malo zalepi. Ta se je že kar fino zalepil. Prav pomokamo spet površino. Mokamo malo še testo. Je še kar debelo, sploh na koncih. Tako da ga bomo kar še enkrat obrnili. Pa moramo biti previdni, ker se nam lahko hitro strga. Še malo pomokamo. Robovi so še kar debeli. Zdaj, če bo testo debelo, potem, ko bomo ugriznali piškot, ne bo nič krhak. Bo ena taka testena gmota. Če ga bomo pa tanko razvaljali, pa ko bomo ugriznali, da se nam bo prav stopil v ustih. Samo takole. Malo pomokamo. Ja, je kar tako rahlo. Se že začne trgati. Takole. Zdaj bo pa že kar dovolj tenko, če bo pa že skoraj pretenko. Tako. Zdaj bomo izrezali kroge. Lahko si kroge malo takole modelček povaljamo v moki, da se nam tako ne bo prijimil. In bomo poskusili biti čim bolj ekonomični. Se pravi, kar se da malo testa, da gre v nič. Zato, ker potem te ostanke bomo spet zgnetali in še enkrat zvaljali. In več bo ostankov, večkrat bomo gnetli, slabše kvalitete bo testo. Se pravi, kar se da skupaj. Kar je pač mogoče sploh. Takole. Tega lahko pa še malo raztegnem, ne vem, če mi bo uspelo, ne bo. No, takole. Tako. In ostanke potem porabimo znova. Bomo začeli kar filati. Se pravi marmelado. Najboljša je, kot smo rekli, tista, ki se na toplem ne stopi. Zdaj, jaz tiste trenutno nimam, ampak sem vzela tako precej gosto in jo ne bom nič mešala. Zato jo bom kar takole samo eno žličko nadevala, ker če jo bom mešala, jo bom že malo preveč utekočinila. Zato jo bom samo takole nadevala. Se pravi takole. Lahko uporabimo tudi nutelo. Prepoknemo. Ja, ti so zdaj zelo tanki. Vilico tudi lahko malo v moko pomokamo. In takole zalepimo. Moramo paziti, da vmes ne stisnemo marmelade,
ker če jo bomo stisnili, malo bolje treba pomokati površino, ker se nam je če ne zalepil, ampak bo šlo. Takole. In jih dajemo na hladen. Takole. No tako, zdaj smo naredili rogljičke in zdaj damo v toplo peč, ogreto na cirka 165 stopinj za približno 10 minut.